Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V današnji kroniki tedna o dnevu zemlje, o kresovanjih, o razstavi ročnih del ter o kickboks kampu v Šumici. Vabljeni torej k ogledu. Dan zemlje so letos obeležili tudi na osnovni šoli Josipa Vandota v Kranjski Gori. Pod mentorstvom Marije Mertelj so pripravili igrico. Pod mentorstvom Petre Berčič je nastala zelo uspešna turistična naloga. Na ogled pa sta bila razstava z naslovom Pot odpadka in urejen ter označen rastlinski park. Povej, kako mi lahko pomagaš uničiti planet Zemlja? Sem iz živega srebra, ki je zelo nevarna in konstruktivna. Nevarna kovina, praviš? Kaj pa ti, majhna, okrogla stvarca? Kaj imaš tukaj? Videla so bateriji, ki vsebujejo nevarne snovi, kot so živo srebro, svinec, nikol in kadmij. In kislino. Kislino praviš? Kislina mi je všeč, ker razžira stvari. Pa kadmij mi je tudi všeč, ker je nevarna in strupena kovina. Sicer vsako leto 22. aprila obeležujemo Svetovni dan zemlje. Letošnjega je zaznamoval slovesni podpis novega globalnega podnebnega dogovora. V New Yorku ga je v imenu Slovenije podpisal premier Miro Cerar. Novi podnebni sporazum je 195 držav in Evropska unija sprejelo 12. decembra lani v Parizu. Gre za prvi podnebni sporazum, ki bo v boju proti podnebnim spremembam združil vse države, tako razvite kot tiste v razvoju. Države si bodo v skladu s sporazumom prizadevale, da bi dvig povprečne globalne temperature do konca stoletja omejile na največ 2 stopinji Celzija glede na predindustrijsko dobo. V Šumici pa so se ta teden zbrali otroci, ki so se udeležili kickboks kampa, ki ga je vodil Denis Porčič-Čorčip. Zanimivih delavnic in aktivnosti za otroke ni zmanjkalo, tako da so se s tabora vrnili z zelo lepimi vtisi in spomini. Tradicionalno je bil to zdaj že drugi kamp kluba Borilnih veščin Samuraj, ki je potekal v Šumici. Prek Zveze prijateljev mladine sodelujemo, tudi jaz veliko njim pomagam pri treningu socialno ogroženih otrok. In otroci so me ful fan. Za tiste, ki ne veste, kje je Šumica, to je nad Jasno v Kranjski Gori, tako da lahko prijete tudi sam pogledati. Danes smo imeli razporejen v 3 oziroma 4 dneh zelo različen. Zjutraj seveda zajtrk, po zajtrku smo imeli jogo. Pred treningom, se pravi, naredili smo jogo za ogrevanje. Otroci so spoznali ful različnih načinov in so ugotovili, da je joga zelo povezana z borilnim veščinam. Pa smo imeli treninge, fizične treninge, pliometrije, agilnosti, moči, vzdržljivosti. Seveda kosila in ustvarjalne delavnice. Prej ste imeli možnost videti ustvarjalne delavnice, ko so delali otroci. Razdeljeni so bili po 3 skupinah. Čast, modrost in spoštovanje, kar je tudi odlika samurajev. Šli smo tudi na bazen, začeli smo imeli treninge kickboksa, pridružili so se nam tudi Mustangzi iz Ljubljane, ker smo skupaj probali in kickboks in igrati ameriški nogomet, tako da so se naši otroci še naučili malo metati ta zaokriljeno jajčasto žogo, veš. Tako da je bilo ful zanimivo. Zadnji dan smo imeli pa, oziroma predzadnji dan smo imeli tudi kres, tam so pa otroci probali malo svoje, kako bi temu rekel, pekarske sposobnosti. Naredili so malo kruha in so ga začeli spekali na ognju. Tako da zabave nam tudi ni manjkalo, imeli smo karaoke, zabavne igre, kjer smo utrjevali trebušne mišice. Tako da jaz upam, da bomo čim prej ponovili spet. Na taboru je sodelovalo več kot 100 otrok, ki so se učili tudi nekaterih vrlin, ki jih v današnjem svetu prepogosto pozabljamo. V Podkorenu je v prostorih gasilskega doma na ogled razstava ročnih del, ki so jo pripravile članice krožka ročnih del, ki deluje v okviru kulturno-prosvetnega društva Podkoren. Svoje izdelke pa so predstavili tudi učenci osnovne šole Josipa Vandota Kranjska Gora, ki so ustvarjali pod mentorstvom Cvetke Pavlovčič. Razstavo so odprli v četrtek z zanimivim kulturnim programom.
Lep pozdrav vsem, predvsem tem, ki ste organizirali. Bi se rad zahvalil Kulturnemu društvu Podkoren, ročnim delom, sekciji, pa seveda tudi mladim nastopajočim harmonikašem, pa v bistvu našim piscem proze in poezije, ki velikrat popestrejo kakšen dogodek v občini. Sem vesel, da ste me povabili. In tako kot je rekla Marinka, upam, da se res ta zima čim prej zaključi, da boste tudi vi lahko malo odložili, da boste šli na polja, pa na vrtove, pa da druge spet čez zimo kaj pripravite, pa da se vidimo konec druge zime še enkrat v takem lepem številu kot danes. Najlepša hvala, pa srečno. Tale razstava je 31. razstava, začeli smo 85. leta, drugače je bil privat hiši pri Medija Jožici, potem se je pa na gasilskem domu tukaj v dvorani, sestajamo se enkrat na teden, poleti je prosto, potem pa pripravimo razstavo, običajno je to začetku aprila ali pa koncu aprila, odvisno na termin. Razstava ročnih del bo v Podkorenu na ogled še jutri v ponedeljek od 10. do 18. ure. Sobota je bila dan za kresovanja. V Kranjski Gori so kresovali pri gostilni Oštarija z glasbeno skupino Zahod band. V gozdu Martuljku kresovanje pripravlja domače turistično društvo. Na Dovjem so kresovali pri Stari Karavli. Letos organiziramo kres turistično društvo Dovje Mojstrana, pa prostovoljno gasilsko društvo Dovje. Prvič sodelujemo skupaj in smo zelo zadovoljni za to sodelovanje, pa tudi zelo smo zadovoljni za tako velik odziv, kot se je pokazal. V Ratečah pa pri kolesarski progi na ledinah.
Zdaj pa, drage gledalke in gledalci, preglejmo še dogajanje v prihajajočih dneh. Lokalna akcijska skupina za preprečevanje odvisnosti občine Kranjska Gora tudi letos organizira vodeno preživljanje počitnic mladih. Projekt se izvaja z namenom, da bi za otroke in mladostnike v času poletnih počitnic pripravili čim več različnih in zanimivih dejavnosti. Programe lahko posredujete na obrazcu, ki ga dobite na spletni strani občine Kranjska Gora. Predloge pričakujejo do 19. maja letos. O višini dodeljenih sredstev boste obveščeni najpozneje do 15. junija letos. Planinsko društvo Gozd Martuljk organizira pohod na Plešivec. Odhod bo jutri ob 7. uri izpred penziona Špik v Gozdu Martuljku. Z osebnimi avtomobili se bodo peljali do Tržiča in naprej proti planini Dolga Niva, kjer bodo parkirali. Na to pot peš nadaljujejo do Plešivca. Čas celotne hoje je 4 ure. V petek in soboto bo Kranjska Gora gostila prvi mednarodni kulinarični festival. Kuharji iz Slovenije, Italije in Hrvaške vam bodo pripravili vrhunski 3-hodni meni. Evropski pokal v spustu s kolesi bo v Kranjski Gori potekal prihodnji konec tedna. Gledališka predstava Zaspite, če vam rečem, bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 20. V Kulturnem domu na Dovjem bodo v soboto ob 20. nastopili člani folklorne skupine Kut Jaka Rabič Dovje Mojstrana. Predstavili pa se bodo tudi Triglavski zvonovi, otroška folklorna skupina osnovne šole 16. decembra Mojstrana in domača skupina Dovški oder. 12. srečanje IPA Motokluba Slovenije in žegnanje motorjev bo v soboto ob 9:30 pri okrepčevalnici Sonček na Dovjem. Planinsko društvo Jesenice obvešča, da so Erjavčeva koča na Vršiču, koča pri izviru Soče v Trenti in koča na Golici že stalno odprte. Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in seveda, kar se da lepo preživite tudi jutrišnji praznik. Nasvidenje.